Ok, mi smo ravno končali s podcastom. Žan Papič, Marko Žirja, Rok Škrlep, moja malenkost David Gorinšek. Žan, povej, kak je bilo? Bilo je super, izrezali smo en del, ki je politično kočljiv, tako da za tiste, ki boste plačali 50 €, vam ga pošljemo na privat. Pa na OnlyFans. Gremo na prvo temo. Farsa z STA-jem je kar hecna v našem medijskem prostoru. Neki tektonski premiki se dogaja, nekaj se dogaja in ne vem, zakaj gledam tebe, Marko. Mene zakaj, ne. Tak, nekje si bil napisan. Tiskovni agencija. S zameni za N. Ne, je nacionalno mesto, nisem v N. Aha, se pravi uradno, ta STA so zdaj v bistvu tako lahko rečemo malo alternativni. No? Ja, uradna je nacionalna ta, STA je zdaj neka konkurenca, tako neki. Blizu niso več. Ampak zakaj pa niso državna, ker so taki Slovenci pa slovenoljubi in imajo tujko za prvo besedo? To je pa zanimivo vprašanje. Odgovorim. Mislim, nasploh je zanimivo, da nacionalisti uporabljajo tujke. Ne? Zaradi takih kiksov so šel stran, tako da sem rekel ne. Če boste te delali, pol pa se ne gremo tako. In sem odkorakal. A si rekel, mene tujke ne fascinirajo, si povedal to. Tako sem povedal. Tudi agencija bi lahko bil urad, ne? Tako da bi bil državni tiskovni urad, DTU. Ja, že agencija. Danes ne bomo nobene teme tako rešili. Pri imenu smo jih dobili od 3 besed na 2 tujkah, ne? Taki slovenoljubi, ne? Mislim, da bo tiskovno so s kim je pravili, ne? Kaj? Torej basta, ferti, konec. Še enkrat kaj? Basta, italijano. Basta, finito. Mislim, da tam dobil za malo večja kolega, ko smo nekaj italijansko povedal. Ja, zdaj se tako štekam boljše. Sami Primorci, še Perica danes bi mogli. Papič je Kraševec, ni Primorska. Papič, ti si To je mikrolokacija Primorske. Ni, to je krasi pizda, kakšna Primorska. Prav zmenjeno. Tudi folk je urije Tolmin je Primorska. Ne, kaj... Pridil si s svojim romunskim avtom, če upaš. Kaj pa je Tolmin, če ni? Ja, Tolmin je severno-primorska zgolj zaradi politično-zgodovinskega konteksta. Tolmin je italijansko-gorenska, razumeš, ni primorska, ni morja blizu. Kako si lahko primorska? Ti z Maribora si prej v morju kot Tolmin. Praktično, si hitreje, tako da kakšen primorska to? Sploh v Si razumem, da kao neka klima bolj primorska, seže tudi do tam, ampak ne, ni primorska, neki druga reč. Tudi govorijo drugače, ne? Ja. Če se ne motim. Ne, bili so pod Italijo, skupaj so se opirali s partizani za Slovenstvo, zaradi tega so jih polorukali pod Primorsko. Partizani še do Bele krajine, kaj vzeti oni Primorsko, kaj stari? Ja ne, ampak recimo med prvo pa drugo, ko je bila Primorska pod Italijo, je bil Tolmin tudi pod Italijo. Ja, tudi Bela krajina je bila pod Italijo. Ja, druga runda je bila pod Nemčijo. Ne, Bela krajina ni bila A so bili to Italijani? Med prvo pa drugo Jugoslavijo ni bila pod Italijo. Med drugo svetovno vojno je bila pod Italijo. To je bilo celo ozemlje takrat razdeljeno. Babica reka, da se to še jedlo v tem. Pa ni bilo tako više kulinari, ki jih med vojno sicer, ampak Ampak ne, ja mislim, to lahko rečemo potem vojno, kaj se dogaja. Vsi imamo nek medij, ne? Ti imaš YouTube, ti imaš tudi videznika prijatelja. Ful fascinantne stvari se dogaja, ne? Mislim, kako vi vidite to, neki stari mediji se poslavljajo, eni na grd način, eni jim je vseeno, ne? Ampak prihaja neki novi. Marko, ti si fenomen, ne? Bil svoj cajt zeba. Če bi rekel fenomen. Bi lahko rekel največji slovenski youtuber? Ne, mislim, da je lepa af največja. Cestni youtuber. YouTuber, tam pa verjetno ja. Kakorkoli, no, ampak zanimive stvari se dogajajo v smislu menjave moči, ne? Ker naenkrat ima en influencer več moči kot, ne vem, neki radio, ki je bil v 90-ih ful popularen, naprimer. Se dogaja več čas, to je odvedno. Časopisi so zrasli in padli, radiji, televizije, to se bo vse zgodilo. Zdaj naslednja večja stvar, ki je upadla, je verjetno televizija v bistvu, ne? Ja, se poslavlja. Ja, zgubljajo počasi na pomenu, pač starejši ljudje še gledajo, mlajši pa ponovadi nimajo niti televizije, niti ne vejo, kaj se dogaja. Ja, sem to vedno jaz ne gledam kmetije, razen takrat, ko gledam. Pa kmetija je še vedno najbolj gledana bila svoj cajt, ampak doben ne gleda kmetije. Ne, sej folk gleda še vedno, ampak zdaj sem se pogovarjal z enim folkom in ti si YouTuber, ja.
In potem se malo pogovarjam, kaj še delam, delam še za ta teden z Juritom Godlerjem. Kaj pa je to? Niso vedeli, kaj je to oddaja. S tem, da je to oddaja z nekim budžetom, z kvalitetnim programom, da rečemo Ja, se ne hecaš, zdaj si prav povedal. Ok, sem kdo šel peš domov danes, vidim. Ja, ampak hecno je, mislim, ko govoriš, da nekaj delaš na YouTubeu, ne, tak, si vsak misli, to lahko vsak, ne, ok, nekaj delaš na YouTubeu, super. Ampak kot pač enkrat zve nekdo, si dejansko res lahko, ne, pač uredniške politike ni, tako da dejansko... Kar je dobro in slabo. Ja, imaš prednosti in slabosti, dejansko je odvisno od tega proizvajalca vsebin, ali bo dobro, ali bo slabo. Njega, ko bo rekel, ne tega dati gor, ker jaz Marko tu že 5 let govorim, ne neha. Pač, on še zmeri lahko uploada. Pa ne nehat, to je dobra filozofija za življenje, ne nehat. Tako ne smeš nehat. Ja, in meni se zdi, pa to zdaj ne leti sam na te Marko, ampak da je res večino slovenskih youtuberjev, ki so uspešni, niso toliko uspešni zaradi kvalitetnega programa, ampak zaradi ustrajnosti. Pa se so ameriški. To je v življenju glede vsega. A so ameriški. Ja, pa znaš kaj kvalitetnega poročevalca iz Amerike ali pa iz Anglije ali pa iz... Sam kaj zdaj govorimo o news ali govorimo samo pač govorimo pretoku, govorimo o medijih. Sem kaj za te medije? Medije karkoli ti prinese neko informacijo. Medije je tudi zrak, ne, na koncu koncev, ne? Jesus fucking Christ, mišil. Ja, mislim, si tu, ali bi kle mogla sedeče Savina taj z nami, ali smo dovolj mi štirje? Dovolj smo, mi smo dovolj. Ne vem, mislim, kako vi vidite ta shift, ne? Ker pač gre v neke sfere, ko ljudje verjamejo, naprimer v Ameriki je bil ta primer, ko so verjeli v to teorijo zarote, ko vedno poznam, kak je ime, ampak bila je teorija zarote, da v Pizza Hutih, da je v bistvu to... Pizzagate. Ne, še nekaj druga, QAnon, nekaj... Ja, QAnon, Pizzagate. QAnon. Ja, tako se kliče ta afera, Pizzagate. Ja, Pizzagate je bila afera s pizzami. Verjeli so, da je to pedofilska mreža, se pravi, da v franšiznih restauracijah Pizza Huta, da imajo v kleti otrok. In nekdo je preletel s puško not, ker je verjel, do konca s puško, pokažite mi, kaj imate. In še večja farsa je bila zaradi tega, ker ni bilo kletnega prostora. On jim je grozil in mu niso mogli dopovedati, halo, ne obstaja to. Ne. On je še bolj mislil, noče mi pokazati, ker ne. Mislim, moč dobivajo ljudje, ne, na medmrežjih, na tam, na levo, desno, ki jo prej niso imeli. Prej je šlo vse po nekem istem kopitu, Slako Bobovnik, Walter Cronkite. In je bilo uredništvo, a ne? Veš kaj, 7 milijard nas je, ne? Po 50 let nazaj nas je bilo 4 in s kvantiteto nikoli ni povezana kakovost. Ja, pa tudi to, ne. Tako da moč dobiva ena zelo nekvalitetna struja. Pač. Ja, pa tudi, da ni bilo take dostopnosti do medijev. Vse je, YouTuberi lahko načeloma vsak, o tem smo govorili. In, zato je tudi več informacij, ki so dostkrat nerelevantne. Ti, ki si imel včas televizijo, pa tudi nisi imel 200 kanalov KZ, ampak si jih imel 5 in v vseh teh 5 kanalih so bili 3 uredniki, ki so ti rekli, ne tega govoriti, ker to ni res. Lepa tako, dobesedno lahko zdaj vzamemo telefon, pa začnemo govoriti, da sem se cepil, pa tlele si začnem neke magnetke limati, pa bo, ne vem, verjetno bo 90% folka mislili, da je neumnost, 10% bo pa pač... Bo pa šeralo. Ja, mislim, vedno, ko nam nekdo predstavi, malo bolj svoboden si. Če bi ti nekdo prodal daljinca, ki bi ti rešil 3 sekunde na dan, bi si mislil, to bomo morali kupiti. Za 30 €, ja. Ne? Fascinanten, mislim, pretiravam, ampak pač vedno, ko nam nekdo predstavi neko svobodo, si mi mislimo, to je cool. Vedno nam je cool. Ampak zadaj je neka odgovornost, ne? To, da imaš ti svobodo, imeti YouTube kanal, pa imeti, ne vem, 100,000 ali pa milijon subscriberjev, je sicer svoboda, ti lahko greš okoli tega, če se mainstream televizije lažejo, lahko greš okoli tega, komot, ne? Ampak imaš tudi odgovornost, ker ko prvič bedarijo narejo, ne, bo šel nekdo s puško v restauracijo. Pa ne, se ne rabiš imeti, mislim, YouTube ima odgovornost, ki te pol pač svojimi pravilniki da dol, ti je načeloma ne rabiš niti čutiti. Pač tu imamo tudi mi dilemo z Bergantem pri Femičih, ker neka pisma uletavajo, ker so res neke družinske problematike brez zajebancije. Pač mi dva tam itak kar neki prebija, sam jaz vseeno v sebi čutim neki fakt, en otrok od 8 let, ko bo moje besede vzel lahko, jaz čutim, ampak je ne rabim, YouTube me ne bo dal dol, noben me ne bo ustal, če vam jaz rekel, vrži se dol z mosta. Načeloma, kaj ni res, Marko? Ti imaš isi po mojem problem, ti imaš tudi neko odgovornost. Ne, če vrži se z mosta, te bo vredno dali dol preko slej. YouTube kar rad tako...
Ja, ljudi tako da briše iz- YouTube ima Sam- to odgovornost, ne kreatorji vsebin. Ne strinjam se Sam s tem, preden mislim. Te se YouTube ne strinjam s tem, vrže dol video, v katerem ti reče, če je vrse dol z mosta, se lahko ta tip že vrže dol Ja, z saj mosta. to. Samo tudi live streame ne morejo tako hitro to delati. Tudi oni, ki so monga tipa pretepljeni, pol umrl, pa so live streamali celo zadevo. Ne Ja. može biti, kaj pa je Facebook tukaj naredil. Ne, oni so nekoga ubili. Kaj bo Facebook, ne more vsakega loviti zdaj. Ja, Ni spet nekaj je to čudnega. neka svoboda govora v teku. Ne, zdaj so Trumpa so skinili z Twitterja, Facebooka, Instagrama, mislim, da. Ja. In je pač za mene je to problem, ok, zdaj so nekoga, ki pač načeloma se večina folka strinja, da ga je treba. Ti predaleč si šel, ne. Vseh 4-5 letih ali kaj je šel z enimi stvarmi predaleč. Ne. Naprimer, da se strinja 90% ljudi, ki ima internet, ne, naprimer, Saj, pa na ne, folku. ne gre se strinjati, pa ne strinjati. Klej imaš pravilnik Twitterja, kamor prekršaš, starševski bullshit, človek ja. ima, medover.net ima svoj pravilnik in Saj- lahko vrže dol. Pač. Saj- Trumpa Twitter nima realno nobenega so pravilnika, skinili ja. dol, ker so Kaj je videli, da prišlo? bojo imeli od tega več koristi. Kot pa mislim, Jaz pa mislim, da ne. Poslovno, po mojem, bo imeli škodo konkretno zaradi tega. Sploh, če Trump gre in podpre neko alternativno v Twitterju, bo tisto precej pridobilo v resnici. Ne. To, zakaj so to naredili, mi je precej čudno v resnici, ker zbrisali so enega z najbolj gledanih akauntov na Twitterju. sam sploh. ko je šel, zdaj je Donald Trump nerelevanten. Ne vem, če. Ja, to pomeni, da Ne je vem, če Twitter je. dobil fulenga keša iz druge strani politične opcije. Ja, mislim, Tudi tukaj možno. je res tudi. Ne vem, če je nerelevantno, veš kaj finta, da pač tisti, komu verjame, ko se je odločil, da ima on prav, on bo šel z njim bilo kam. Ne? On bo šel z njim na njegovo lastno omrežje, ali bo šel z njim na RedTube, ali bo šel z njim So verniki, ne? Ja, Mislim, tudi možeš tako gledati. Twitter je ful čudne stvari delal zdaj v zadnjem letu. Enkrat vmes je prišel ven nek članek o nekem laptopu od tega Hunter Bidena in so prepovedali širjenje linka na Twitterju. Ti nisi mogel ne samo objaviti linka, ti nisi mogel nekomu poslati na ZS tega linka. So ustavili to. aha. Tako da fuljenih čudnih in zelo neproduktivnih stvari. To je Tako pol poslovno. cenzura. Ne? Se Ja, mislim, ampak je Samo je res zasebna bizarno. platforma v resnici. Ja, V ne, resnici je. ni proti zakonu. Ne? Lahko delaš, v kar resnici hočeš. je. Ne? Elektrika je nacionalizirana, elektrika je pač vsi jo imamo, vsi jo v Ameriki. plačujemo. Ha? V Ameriki ni jih nacionalizirano. Vse ni važno, ne? Ampak rečemo, ne vem, gasilci. Ne? Gasilci so vse posod, nikjer ni ne? gasilcev privat. Mislim, da najdeš plat. Dobro, roko v okej. ogenj, da najdeš plat. Naprimer, no. Dobro, dej da povem. Okay, ja, recimo, ajde. Ko je nek, Večinoma niso. ko se strinja neka populacija, ok, to bomo dali denar in bomo to plačevali. Zdravstvo, bilo kaj je. Ne? To postane utility, rečejo Američani, oziroma po angliško se reče. Ne? Kot se pa po slovensko? Ne vem, zato sem rekel angliško besedo, babič, ker sem se spomnil Kaj slovenske. pa ti že real, ti si ta prevajalec. Nemam pojma, kako rečemo pri nas. Super, gremo naprej. Okay. Mm, Javno X, rečemo pri nas. Tisto, ja. V glavnem pač postane nekaj, kar se vsi strinjamo, da je, ne? Da je to je naše. Ne? Zdaj pa Facebook in vse deluje, kot da je naše, vsak lahko, Samo to so vsak je čustva, ono. veš. Ja, vem, je res, ne? Ampak ker lahko vpliva to na nekaj. Ne? Če ti štrom odklopiš nekomu, ne? To isto na njega mogoče vpliva, kot če mu Facebook odklopiš. Tako so Trumpo, ne? Ja, mislim, da imajo, se pravi, lastniki socialnih omrežij imajo ogromno moč. Ja, Tudi s tem, To. kaj prikazovati, kako. Ja, in ti s tem dejansko bojo socialna omrežja že vplivajo na izide volitev, na potek sistema, na vse te stvari. No, tako da, Četrta veja oblasti, mediji, ne? Pač. ja. Predsednika socialnih omrežij, oziroma družbenih omrežij, pa vse pahor. Mislim, pri nas. zmeri bolj se mi zdi, da je imel Goebbels prav, ne? Unim, ki je bolj glasen, ima prav. Pač. Ja, Bolj se deri, bolj boš imel prav. Tudi ko zmagaš vojno, si imel prav, karkoli se je dogajalo prej. Je še dobro, da smo jih tolkli in metali v peči. Drugače, veste, kako bi bil en slab svet. Mislim pa pri nas se zdaj Ja. dogaja točno to, kot se je v Ameriki. Recimo, toliko enih laži, pa nekih glupih novic, da kad ti narediš res pizdarijo, noben ne porajta več tega, zaradi tega, ker je toliko enega sranja si rekel, toliko si izjavil, toliko žensk si poriti, pa žvajzno ali pa toliko. Smo rekli, da ne bomo danes o tem. Ne bomo v tem. Po tvoji zgodovini, Rok. Ja, pustimo to. Ampak isto v Sloveniji, zdaj vsak dan neka bolj bizarna novica od druge. Neka, In se navadiš. Ja? Ne, ja. se navadiš. In ko rata neka res, ko naredijo res neko pizdarijo, je tako, ja, vse smo vajeni. Ja, ne. Mislim, jaz tako malo dvomim, da je šlo na slabše to vse skupaj.
Jaz mislim, da vedno so bile v medijih laži in potvarjanja. Se mislim, to ni nič novega, mislim, da ni niti bistveno. Sam zdaj je n-krat več informacij. In dobiš, ampak dejansko so dobili, mislim, se to gre iz vseh strani. Kako se ljudje delijo na leve, desne, kakorkoli se delijo. Upamo, da nam zdaj zaevo, ampak direktor CNN oziroma ene večje novinarske firme je prav na Tinder zmeraj, ki je šel in je hotel tej ženski, ki je bila novinarka pod krinko, karkoli je bila, je začel razlagati, kako za enega republikanca oni, če kaj dobrega naredi, samo objavijo, ampak pustijo zgodbo, da gre. Če pa kaj on slabega naredi, se bo to nadaljevalo, pa se bo šlo pod zgodbe, pa se bo šlo kolumno, pa se bo šlo, to pa na to vpliva, okoljevarstveni vidik, družbeni vidik, otroci. Dejansko propaganda. Pa vse uredniške pozicije so vedno bile politične. Vedno so bile, čeprav se je to govorilo, mislim, je za oljuba novinarska, da boš poročal objektivno, ampak tega ni. Sam ga ni. In ne mogoče, tudi če hočeš biti objektiven, ti še vedno štartaš. Klema Janša prav. Da ni objektivnosti. Naštevamo, kje vse ima Janša prav. Tukaj ne moreš biti objektiven pri teh stvareh. Ti imaš iz štarta nekaj izhodišča, kako dojemaš svet in ne moreš iti mimo tega. Ja, hotel sem potrditi tvojo tezo, kaj si prej prav. Prej nekdo je nekaj rekel, Slavko Bobovnik je prišel, je rekel, to pač tak je. In je bilo tak, ker nisi imel alternativnega medija, nisi imel YouTubea, ker je Marko Žerjal prišel. Se ti prej pač folk ni jih verjel vsemu, kar je bilo po televiziji že prej, v resnici. Sam je bolj verjel. Mislim, nisi imel izbire, ker pač... Nisi imel drugih virov, ampak folk je kar napolno vedel, da kar sliši po televiziji, verjetno je vse zlagano. Vse? Misliš, da vse bilo? Vse ne, ampak tako. Gre skozi neke oči nekoga. Je tu neka njegova interpretacija nečesa. Tako da ne moreš vedeti. Je bil pa ta zanimiv pojav, ko ga zdaj že ni več ta fake news, ko je bilo pa še prav namerno proizvajanje lažnih informacij. Zaradi prodajanja, zdraven še oglasi, ne pa to. To mislim, da se dogaja. To je pa spet nekaj drugega, to pa je lazy newswork, s temu rečejo. Napišeš, po eni strani ampak napišeš vem, da Florida ima, naprimer, da ti lahko dostopaš, ti lahko kličeš na šerifa in ga vprašaš, kaj je bilo. In on ti pač pove, kaj je bilo. In ker je Florida, ker je pač pretoplo, in so ljudje malo nori, ti pove in se je razvil ta fenomen Florida man did this. In so nori, ker je malo pretoplo. Kaj potem Afrika? Sam nisem Američani. Okay. Smisel meni je tak Norma Korošec moment v tem podcastu. Okay. Ampak kakorkoli, razvili so se, veš, danes moram upravičiti to uro, ki sem jo naredil na naši TV postaje, na radio, kakorkoli, kaj naj delam, nič ni, ni parade, ni festivala, ni dobenega zločina pri nas bilo in so klicali v Florido. Na Floridi so povedali, in to je bil članek, ki je bil dokaj klikan, ker je vedno bil nek naslov Florida man wrestled the alligator and then še nekaj bolj čudnega naredil, da so se kaj in so klikali. In to je pač res leno novinarstvo. Zakaj? Zato, ker moš ti upravičiti svoj ših, da si tam, pa da si nekaj naredil. Danes pač narejo nekaj, kaj si naredil. In ti stari mediji dejansko iščejo, kako bi proizvedli več klikov, kako bi tekmovali. To so mediji, pika. Vsi smo v tem, ki delamo na kjerkoli medijskem področju, v tem, da prinesemo ljudi na naš stran, naš kanal. Če je 5 firm, naprimer 5 TV postaj bilo v 90-ih, dejansko ni bilo take konkurence in niti ni bilo take konkurence, ko bi bila ful poceni, ker koliko je tvoja oprema vredna? Milijone. Napram neki TV postaji, ki dela tudi video vsebine, verjetno 1000-krat manj. Ajde, malo prihranim res tu pa tam, kaj je... Ja, načeloma. Ampak konkurenca je ratala ful poceni, Nekdo s telefonom naredi isto novico, in lovijo se, ljudje se lovijo dejansko v teh poklicih, nekih resnih novinarskih poklicih, in ker sam služba, oziroma funkcija postaja vedno bolj razvrednotena dejansko, nastaja problem v tem, da pač kar nekaj dela, pač bomo nekaj objavili. Nekoč, mislim, da je bila novinarski poklic bil še bistveno manj vrednoten kot danes. To je bilo, ne vem, nekje sem poslušal, ampak
ljudje po barih in tako niso dovolili vstopa prostitutkam in novinarjem in take stvari. Novinarji so vedno bili precej nizko na družbenem redu, v bistvu danes jih nekako pozdigujemo. In to mislim zaradi tega, ker pač, ne vem, ker se sami v resnici, veš. Toliko se govori o novinarstvu, ker to oni govorijo. Ja. Veš, nimajo, ne vem, železničari čez medijev, imajo novinarji in govorijo ob tem toliko o novinarstvu, ampak ne vem. Jaz mislim, da eno leto sem študiral novinarstvo in nekaj Če se nisem študiral. Ja, to je res. Nisem se kaj dosti naučil, ampak tudi zdaj recimo nekako upravljam še neko, lahko rečem, novinarsko delo. Folk ponavadi ceni, ali pa se dela, da ceni novinarje zato, ker hočejo, da se o njih govori dobro. Pa hočejo imeti dobre odnose z novinarji. Ampak greš kdaj z mikrofonom TV Ljubljana, ne? Ja. Greš kdaj z mikrofonom tak čez mesto? Ja, da ve, on je novinar iz TV. Mislim, ponavadi jaz imam samo kuno kamerce, ampak ponavadi smo zmenjeni za intervju, pa tako, moramo biti prijazni, pa če greš na vas, ti dajo zmeri neke klobase, da bojo dobro povedali v Čučperku. To je druga. Ampak glej, še en fenomen, ko sem kaj opazil, jaz sem Facebook je tako, je algoritem mene. Zdaj, če ti nekaj narobe napišeš, ne, v objavo od Radia City in se zažene 5-6 ljudi, ki pač verjamejo v teorijo zarot in so v tem bablu noter, napišejo, bo v bistvu prikazovalo sam tistim, ki so lajkali njim stvari, ne. In pol se samo potrjujejo in gre to v neko špiralo, bla, 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 ne. Enkrat se nam je to naredilo grozno. Vsi ste narobe, vsi ste ne vem kaj, levo, desno. Hodim že celo korono v bistvu z mikrofonom tak, da jemljem mnenja ljudi. Karkoli. Zdaj so odbojkaši so ratali prvaki, ne, državni, grem, ne. Ampak jaz hodim z mikrofonom čez mesto. Niti enkrat ni stopil en do mene pa rekel, veš kaj, tisto, ko pa ste zadnjič, ne. To pa to. Doben mi ni mnenja povedal. Je bilo marsikdaj, da je rekel, kdo ne, pa sem videl, ne ono, da mu ni, ampak da, ne, češ mediji lažete, ne. To sem marsikdaj začutil, ko je nekdo rekel, ne, jaz grem stran, ne. Nikoli pa ni bilo ono, da en stopil do mene, pa si upal reči to, kaj bi nekdo komentiral. Ja, ker nam da to neko varnost. Najlažje je napisati komentar pod video. Bolj, ko si oddaljen, lažje je. Res sem zagovornik te anonimnosti. Tako. Ker se mi zdi, da ljudje pokaže pravi obraz. Ker če si s pravim obrazom, pol malo paziš, kaj govoriš, ker veš, da te bo folk obsojil. Če pa pač napišeš gor, ne vem, dinozaver, 1, 2, 3 in rečeš, pizda, pobil bi pol Štajerske, ne. Veš, si tu res misliš in si tu rekel, zato ker veš, da si zavarovan z nekim nicknameom. Si iskren. In si iskren in dobiš, meni so forumi realno stanje duha družbe, ker z realnim imenom je sam tako, folk se dela prijaziti smeje, a hočete ubiti, ne. Mislim, je tako, neki pristnosti pride ven, ampak tudi neki pretiravanja, veš. Potem si daš duška, kar lahko. No, ampak je tisto, kar misliš na potenco, nad slabega. Ne, če bi sem bilo gostilna, Reče, da bi bil pol vasi, v resnici bi sam enega. Sam doskrat kdo piše komentarje, pa piše pod nicknameom tisti ljudje, ki imajo čas, ki so žalostni in doskrat napišejo to zato, ker se hočejo kregati, ne zato, ker oni realno mislijo. Pa si to poceni zabava, mislim, veš, nimaš za iti bowlat, pač imaš pa za internet, da lahko pač gor se kregaš z enim dinozaurom 2-2-2, ne. In pol ti on ne odgovori in si zmagal, ne. In ker nikoli ne zmagaš pogovora na internetu. Vse ni važno, da pol ostaneš od tipkovnice in z nasmehom objameš ženo na otroke in jih ne pretepeš. Moj najljubši joke o kreganju na internetu je, kreganje na internetu je kot olimpijske igre za ljudi s posebnimi potrebami. Tudi če zmaga, si še vedno debil. Tako da. Ali pa po novem si ovca, ne. Ovca? Ker po novem so vsi ovce. Če verjameš v to, si ovca, če pa ne verjameš, to si cepijo, to res mislim, kaj je. In gremo na naslednjo temo. Cepljenje v Srbiji. Vem, če ste videli, oziroma poslal sem vam link, v kafani so cepili. Jaz sem te mogel iti po spam poiskati, ker ni... To so algoritmi. Algoritmi, si maili, ki pridejo štajerski direkt spam, veš. Se pravi, najprej uno šot, rakija, gremo. Pa vola so pekli zunaj. Ne, že si vola. Pa potem so še devali bone v trgovino. Pač, ne, za Zaro. Mi že tega se reče drugače volitve, tako vole vedno pekli, te glasujte zame. Ja, ne, dobro. Tukaj se je Srbija povezala s Kitajsko, ne, ko je zdaj...
ena izmed večjih držav se je splačala, ne? Ker imajo ful cepiva, ki ga pač Evropska ne priznava, z Rusi so ful dobri, imajo Sputnika. Vsemi so, si ne? privoščijo. Ja, itak, oni so se povezali s tem vzhodom, ne? Z Rusi in Kitajci, s bivšimi Tiste Pfizerje pa to pa itak dobijo, ne vem, neko to dozo, ki jih kvoto, ki jih ko je rabijo, donirana. ampak imajo to konkurence od ostalih cepiv, da imajo pol. V Srbiji imaš dejansko pač z kitajske Huawei kamere po ulicah in ima noter algoritem, sistem, ki prepoznava, ali se bosta dva stepla ali ne. Jaz mislim, da si boš rekel, da če sta se dva cepla, ne? Ne, to ne. Ampak hoče bo je ta vpliv Kitajske, ki jim pač omogoča zdaj to cepljenje, pečenje vole, zato ker pač država more ta cepiva sproducirati in jih dati skozi. Ne, ker smo mi imeli zastojn te teste, ko se jih mulci šli kupovati in zdaj so jih dali zastojn. Zakaj? Zato, da se jih porabi, da se lahko šli kupiti nove. Zelo preprosto. Plačaš jih še vedno ti, sam ne svojega lastnega žepa, ampak važno, da dobi tisti, ki mora dobiti. Ne. Isto v Srbiji, tam je nekdo iz vlade, ki je najbrž nek uradni uvoznik teh zdravil in pač več, ko jih se bo ljudi ceplo, več bo keša. In oni bojo z ene druge nacionalne blagajne plačali te vole in keš boš šel zmeri v prave roke plus nekim gostincem in hkrati pa vseeno bojo dobili neko precepljenost naroda, win-win situacija načeloma za vse, ki to verjame. Sploh za tizga, ki je pripelo ta zdravila. Če kaj si govoril za oni, da se nas tepe, kako to deluje? Je pač nek algoritem, ki prepoznava, ne vem, ali po obrazni mimiki in po dinamiki hoje in gibanja. In poljavi policiji. V bistvu Rusija je mali trg Kitajske za testirati nove naprave. Tu pač prenese. Ne, vedno, ko nekaj dobiš, si to v Ameriki pregovor, ni ga dražjega od zastonj kosila. Pa če kar nekaj dobiš, boš nekje drugje mogu Moj spremlja, oni prišli z gostilne, ta je prišel z gostilne, stari. Pazi, kam grejo. Pravi, oni ima dežnike jelen, oni ima kar. Ja, to ufrka. In tukaj se spet bi lahko vrnila nazaj na Facebook in ostale socialne omrežje, ne. Vsa so zastonj, ampak zmeri boš nekaj plačal s svojimi informacijami. Če ne, pa saj zastonj si ti blago. Ja. You are a user. Pa no, tu preko smo govorili še o medijih, o YouTubeu, da ta analitika je ful pomembna. In toliko se je razvila YouTube analitika, da je rad YouTube zdaj bolj zanimiv od televizije, ker televizija zakaj je bila še vedno oklepa ali pa zaradi, ker je metrika toliko poznana in jo znajo brati tudi oglaševalci, da jim je jasna. In tega pa niso znali predstaviti. Zdaj, ko se pa analitika toliko razvila in znajo predstaviti, glede toliko in toliko stari tu in tu, je ratelo zanimivo za vse oglaševalce, zato ker ratelo še bolj natančno od televizije. Torej, zdaj so spet neki te digitalni ponudniki, ko še lažje lahko meriš po televiziji, ker prej so bile neke naprave, ne vem, kako se jim je reklo. Meril si napravo. Nielsen Family si bil kao. Ne vem. V Ameriki si bil prav Nielsen Family in je bilo, ne vem, teh naprav prav doma v dnevni sobi so imeli in so merili. Koliko ljudi je, bla. Med televizijo med njimi je ena škatlica in ti predstavljaš 20,000 gledalcev. Se pravi, ena škatlica predstavlja 20,000 gledalcev. To mislim, to nekaj takega bilo. In če te gleda eden, on bo, 20,000 te že gleda. Ne? To vem, ko sem delal na TV3 oddajo, zberi poberi, je bila, ne vem, gledanost 2 in 3%, se pravi, zadeli smo eno škatlico ali pa dve, teoretično. Ja. In smo odpirali šampance, ker je to bilo dobro. Z tako gledanost na RTV bi imel kilni. Ja. Zdaj pa ta metrika, Marko lahko pove, po mojem, ko ima tu še bolj ko mi, ampak ti tam vidiš vse, ne? Skite gleda, koliko stari, kjer je spol, ful stvari in to je rad različno. Na čemu te gleda? Tega noče povedati, ampak vid pa, ne? Na čemu gleda, na kakšni napravi, na kakem zaslonu, na vse ve. Vejo, koliko cajta ti gledaš neko stvar na YouTube. Vidiš, kje je gledanost gor, kje pade, vse vidiš. Dejansko, če ti gledaš od ene firme, od ene strani, od enega posameznika, skozi slike pa prebereš, kaj spoda piše, pa ne lajkaš, ne komentiraš, nič ne narediš, samo greš naprej, ti še vedno prikazuje, ker oni vejo, da bereš, ne? Ker oni vejo, na katerem pikslu si se ti ustavil, ne? In razumejo to. Edino, veš, kaj še ne razume? Jaz, kadar kupam eno stvar, mi jo pol še neki cajta vedno kaže. Ko jo že kupiš. Je slabo meševanje. Prvi ti nič ne kaže, pol ti kaže. Jaz, ko sem kupil kajake, jaz sem še mesec gledal te kajake. Ali ti je bilo samo nakazalo, kaj vse bi lahko imel budala. Koliko boljši kajak si dar. Ja, pa gremo na to foro, si kupil, nisi zadovoljen,
Okay. Ali pa samo, ne vem, kupuje kajak, verjetno bo še kdaj kupil kajak. Koliko kajakov rabiš v življenju po eni strani? Ampak, Mogoče bojo to začeli delati, kupiš nov telefon, rečemo Huawei, ti bojo točno čez 2 leti in pol. Samo šope telefone. Zdaj mu je pretekla una, veš, vezava, zdaj mu ga šopnemo. No, kar se tiče metrike, recimo, mene po drugi strani zanimajo večinoma ženske. Mi je fajn Tinder, recimo, in verjamem mu tudi, da je nek algoritem, ki prepoznava valjda poteze obrazov in mogoče opise. In jaz swipam ko budala par let, da je on prepoznal, kaj je meni všeč in mi kaže ženske, ki mi bojo potencialno bolj všeč, ker bom jaz dlje časa pol na tej aplikaciji in z tega mislim, da me bojo bolj zoptimizirali, da bom spoznal pravo osebo. Se pravi, da v teh vseh slabih stvareh, ko vidimo neke teorije zarote, jaz vidim tudi ful dobrega, ker oni me bolj poznajo kot vsi 3 člani moje družine. Pa še Kot se sam. Kot se sam. Ampak dve Ne veš, stvari, ti kar swipe, pa še kar ne veš zakaj. dve stvari, filtri spremenijo realno osebo v tisto, kar ti vidiš v Tinderju in tisto prepoznava dejansko prave osebe, ampak filtre prepoznava kote, suhi kot od Berganta in tako dalje. Druga stvar, tako zdravstvena industrija načeloma noče, da ti ozdraviš, ne? Hoče, da si ti pri njih čim večkrat, da boš redna stranka postal. Tako hoče Tinder isto. Ne? On noče, da spoznaš ti pravo ljubezen, ampak hoče, da se imaš fajn. Sam, če ne bo aplikacija delno uspešna, bo mene nehala zanimati in ne bom porabljal. Tako da zdaj moram pogruniti ta algoritem med tem, da bom jaz vedno budala mislil, da je ta prava in nikoli ne bo. Te morajo pogledati na par detov, ki fukaš in potem da najdeš eno pravo. Moraš poznati nekoga, ki je na Tinderu našel eno punco, s katero ječ. Ne boš, ne vem, če to iščem, pol ne bom tega delal. Jaz sem imel slabo izkušnjo, nič ni bilo. Res nikoli. Zbrisal Tinder. No, vidiš, to je napaka za Tinder. Za leto za Valentinovo sem za radio hodil okoli po mestu, pa vedno, ko sem par srečal, sem nekako sta se spoznala. Ne? In je bilo par Facebook, Tinder, Facebook, Instagram, Tinder. Sploh mlajši, no. Ja, itak je. Bilo en mi je tudi povedal, da je betoniral škarpo, pa da je mimo prišla, pa da je rekel, da je levinja. In je bila. Tako jak se je meni zdelo, upam, da ne gleda ta človek tega, ampak tako jak se je meni zdelo, sta glih bila make-up nekaj. Kot da sta bila že poročena nekaj časa, že imela otroke, pa da sta se nazaj dobila. In potem jaz prišel. Zdaj ti čemo to razlagati celo zgodbo. Tinder mora biti v resnici 50% uspešen. Ne sme biti 100%. Mora pa si malo čakati, veš. Ja, ne? Oni nimajo nič od tega. Malo hard to get mora. Če bi res imel ti aplikacijo, ki bi ti izbrala, to je tvoja žena, ne? To je mati tvojih otrok. Niso več zaslužljene. Ja, drugače ta paket, da ti res to zadanejo, pa 500 evrov. Ja, razen če stalo in bi delovalo. Bi dal 500 evrov za svojo bodočo ženo, mati tvojih otrok? Ja, Gorinšek. Ne bi. 500 evrov? 500 evrov, ne. Če grem mimo na ulici. Ja, pa ne moreš vedeti. Ja. Tam bi ti pa rekli, to je ta. 100 jih vprašaš ena, da? Ampak to ni seks, to je, če bi garantirali 100 punc, se boš tako dobro štekal kot z nobeno sploh. Denem 500 evrov. Do konc life boš 500 evrov. Ja. Ne boš pomislil več od drugih, toliko ti bo dobro. Pomislil bi na alternativne možnosti, kako to žensko spoznati. Ampak 500 evrov tudi ni tako denar. Stari, za vse v lifeu 500 evrov, to ni nič. Ja. Jaz sem plačal 100 evrov ne večer, a za celo življenje 500 evrov, jaz ne dosti stari. Ja, mislim, 500 evrov je tak, ne? Lahko greš na veliko zmenkov. To je en bankovc. Večeri in vsega in preplačeš, ne tako ti, ampak ne. Ne, je bilo vredno keša, ampak povem prej, ja. Dobro, ideja. Prosti, bili smo na STA, NTA in smo govorili čisto nekaj drugega, se pravi, zdaj smo kje že točno? Zdaj smo pri cepljenju. A ni jasno, stari. Izvola v Srbiji smo prišli na Tinder, bebe, tu mi je kar... Vse je logično, pa bič, nekaj te moti. Logično ni edino, da ni Berganta tu. Ja, po bi prišli na živali bi prišli. Jaz ne sadu. Se je Berganto vol v Srbiji, pa Tinder date je tam. Ker bi ti on tako povedal, da oni siki sploh nivo, da je nekaj tretjega. Ja. To je nivo. Ne, če ima rogi širok, pol nivo. Pa ne more vo biti. Sam veš kaj, marketing spoga ni tu, pa ga omenjamo. To je res. To so algoritmi. On to plača drugače, če folk gleda, misli, Berganto plača. Meni je ta 10 evrov, omeni me. Ja. Mi nismo tu za ston Berganta. Ne. Zakaj mislite Berganto v vseh reklamah? Plačuje, da ga omenjamo.
Bergant plačuje reklame tudi, da ga vrtijo. Ja. Svoj cash od reklam porabi za reklamo nazaj, reinvestira vase v brand. To je smart move, Bergant, smart move, bravo. Je plače ga 400 evrov, ne pa 400 evrov plače, da se še naprej vrti. Ja. Ste vri. V glavnem Nisem vedel cepljenje. tega. Cepljenje, Srbija. v A bi šel kdo v Srbijo? A je to... Mislim, Tisti cepilni center ba je full dober. Samo moraš biti cepljen, da greš v Srbijo, tako da Ja, pizda to je jebe, ne. drugače. Ja. ne, transit, greš kao v Turčijo, pa se ustaviš vmes. Ja. Jaz grem na finale lige prvakov, ko je zdaj v Portu. Sam imam karto. Manj karto za Turčijo, za Istanbul. tako da Vseeno jaz- mi je. Ne rabiš, mislim, dva novinarja od večera sta šla ne na cepljenje, ampak gledati cepljenje. Cepilni center pa je tipi topi, vse štima, kak češ. Vse je v redu organizirano, v Slovenskih Konjicah naprimer ni, lahko povem. Osnovna šola, cesta, telovadnica. Ne? Otroci imajo spodaj tunel, da ga pridejo do telovadnice, da ne hodijo čez cesto, bla, bla, bla. In mi smo, jaz sem se cepil to sredo, smo bili pač vrsta čez celo telovadnico in pol dol in mali se še vedno preoblačijo v teh slačilnicah od športne dvorane. Se pravi, grejo mimo tebe, ko v vrsti za cepljenje stojiš, grejo otroci, ko se grejo preoblačiti. Jaz imam raj kuliso z volom, ka pa to drugače. Ja. Bolj domače. Ja. Ja. Vol in Tudi bolj gostilna duši, je ne, ful boljša ko- varianta. ono, Odraščajoči hormonski otroci in pot, ne, vse na vol. Kot komu, ampak. Ja, odvisno od pedigreja, ne, ampak. Ja. Odpedi nekaj. A vendarle, vol je vol. Vol je vol. Vol. Ja, koliko pa stane sploh, da se cepiš v Srbiji? Ali je džabe? Nič. Nič. Ne. Oni so cepili celo Bosno še zraven. Mislim, celo Bosno. Pač kdo je hotel, je Čakaj, se prišel. pravi, ta cepiva časti kaj, srbska vlada. Mislim, da. Ampak veljajo pri nas. Ampak, ne. Ja, mislim, to so pač cepijo, samo oni imajo Pfizer, oni imajo vse. Ne? Aha, ok. Ja. Od kolega tu živi v Mariboru, njegov foter je kirurg v Beogradu, on je bil s Pfizerjem cepljen, veš daj že. Ne? Jaz sem se recimo v Srbiji cepil s Sputnikom, ki pri nas še ni sprejet. Kaj zdaj, lahko priješ? Velja? Ovo ne znam. Ovo se ne zna. Ful je drugače bizarno, da ima vsaka država ima čist svoja pravila in ne veš, kaj je sploh najboljše. Meni je to dejansko rekel, ko sem dobil prvi šut, mi je rekel, tu imaš zdaj prvi šut, po drugem 14 dni šele velja, Ja. sem če greš pa kam drugam, si pa poglej. Ja, Ne, ker ponekod velja, da si prebolel in da si imel prvo dozo, ponekod velja tek, svašta. Ja, in tudi z eno dozo mislim, da lahko greš marsikam, ne. Ja, Dejansko. ja. Tako da Spravi, ti se cepil in si za cepljenje. No. O moj bog, jaz tak ne bom podcastu. Ne, cool mi je, ne, Bill Burr pa Joe Rogan sta bila in je Joe Rogan full ne zagovarja cepljenja, on je prav anti. Ne, se ni res. Ne, je. Ne, on je samo... anti-vaxxer. Ne. Bill Joe Burr Rogan, se šel, ne? Ne, Joe je, Rogan. je imel samo neko sceno zdaj, ko je razlagal, da če si mlad in zdrav, potem brez veze se cepiti v resnici. Okay, ampak Bill Burr mu je rekel, da noče niti začenjati te teme z njim, ker ima cigaro v roki in ameriško zastavo za hrbtom. In niti je, da nima izobrazbe, ki bi lahko govorili o tem. Yeah, we're just talking about shit, you know. Mislim, ja, se kdo pa od nas jo ima, pa smo No, tlele in tudi spet je ta začeli. odgovornost influencerjev, ko smo prej govorili, a se mi moramo zavedati, ker tudi zdaj mi kar delamo, kljub temu, da bo tu gledalo 10 ljudi. Mi govorimo mnenja. Ja, ampak Naše je mnenje imajo spet, ko težo, meni fant. ni mi bolj Hočeš mučne stvari, ko recimo, ko sem gledal uno najbolj zabito sošolko iz srednje šole, ko je govorila o koronavirusu. Da. Ker sem bil sam tako, da je prav, raj se ustrelim v koleno, ko da to poslušam zdaj, ker Se je... nas zagleda nekdo, full intelektualc, kot je Admir Baltič in si misli, ne. Kaj da je to ti veja, ne. Točno tako si Točno reče. to se v štajnskem Ja, to ti vejo. dialektu se misli. Ampak ja, jaz tudi ne morem ne zagovarjati, ne proti. Štekam ljudi, ki imajo svoje pomisleke, štekam ljudi, ki so za cepljenje, ampak kdo sem jaz, da bi povedal zdaj, dejte ja, dejte ne. Svoje mnenje še vedno lahko imaš, mislim. Ja, meni se zdi, da ne bi smel v bistvu forsirati, se pravi, da ti omejujejo stvari, glede na to, se cepiš, se ne. Ja, mislim, to zanimivo. Da je to neka, ki zdaj je tako, ni nič ni mus, ni prisilno cepljenje, Sam ne moreš ven z ne občine. moreš pa nič. Ja. To so v Ameriki zdaj naredili, ne. Cepljeni bodo lahko brez mask, ne.
Se pravi, bilo kam bo šel, teater, Europark, fascinantno, da nakupovalno središče, ker s Europarkom zamenjuje. Europark v Ameriki. Europark, Kopačena, lokal noter, bla, bla, bla. Kamorkoli boš šel, ne boš rabo maske, če boš imel potrdilo. In zdaj boš pač več Tako boš vreden, videl tudi, ko on, ko pač bo mogel tam Jaz pač si sem bil dati recimo v prednost. enem lokalu zdaj v Ljubljani in sem prišel noter in rekel, noter lahko samo, če si cepljen ali pa imaš potrdilo. Sem rekel, pač nimam, no grem na teraso, rekel, lej, jaz nisem pristojna, da to pregledujem. Ja. Ok, in sem se usedel in sem prišel drugi dan, je bil drugi kelner in mi je isto povedal, ampak je rekel, da ne morem. Ker Jaz sem rekel, zanimivo, da moraš kelnerjem razlagati svoje osebne zdravstvene. Fascinantno dodatka. Dejansko niso oni pristojni, razumeš, mislim. Ali pa to, kar zdaj samo testiranje, otroci samo testirajo. Zakaj? Ja. Človek ni odgovoren, da gre sam čez prehod za pešce in zdaj mu boš ti, to je kar nekaj, kadar država, kukar recimo mladi študenti medicine. Moraš študirati 6 let, specializacije, ne vem kaj. Zdaj je kriza v prvih bojnih linijah. Drugi letnik, nema veze, razumeš? Jaz poznam na to, oziroma dve. Jaz imam punco, 4-letnik dela na korona oddelku. Pač super je, oni bojo odnesli. nadgeneracijski preskok bo naredili, neverjeten. Samo ni fair. Pa ne, ni po drugi fair. strani pa nimajo vaju živo, nimajo nič, kao vaje pa niso dobre zaradi Kaj točno se boš naučil tam s tem, samo palčke daš v nos? Mislim, da ok, sigurno dela tudi še kaj drugega. Ker mislim, learning by doing je najboljše učenje kot pač iz knjig. Samo ni fair, ne? Ni fair, ko imaš neke pogoje, ako je kriza, klepa se tamanimo po dolgem počes, vse pade, nobenih pravil. Pa nekdo odloči, da lahko greš, ampak nekdo otrok ne gre v tisto tja noter. Ne? Ja. Ne, tle se mi zdi, da kolikor smo se lotili te problematike, toliko narobnih načinov, mislim, da je to tudi spet ena stvar, ki smo prej govorili, toliko budalašti narediš, da ti je to že normalnost postaje. Mi kar sprejemamo. Tudi, ker te odločitve so politične, smo niso strokovne, smo nimajo veze. To je največji problem. In spet je pri cepljenju, a si se šel ti cepiti zaradi tega, ker te dejansko tebe skrbeli za zdravje, verjetno bolj zato zaradi vseh stvari, ki jih cepljenje prinese. Ne, veš kaj sem šel, da zato, da ne prenašam naprej. Servis. Ne, da ne prenašam naprej. Ne, sej, sem... Enostavno. Ja, ne, pa se išteka, pa jaz se bom šel verjetno tudi predvsej kmal cepati, ampak tako, da se greš cepati za to, da lahko potuješ ali pa za to, da greš lahko v gledališče, to se mi zdi narobe pristop. No. Ja, in tudi, mislim, pač ena stvar je, da se greš cepiti, ker se greš cepiti, samo meni je bilo bolj neprijetno, da bom imel neke negativne posledice zaradi cepljenja. Nisem se toliko korone bal, koliko sem se bal cepljenja. Ne? Pa sem šel, ajde, ok, meni panike. Ne? Pač načeloma sem ok, zdrav, bom šel, ker pač mi je to ok. Ne? Plus, sem seveda študiral o vseh benefitih, ne, ki jih bomo zdaj mi rabili, ker reče, pač, če boš hotel nastopati, boš mogel iti na test. Pa tudi, mislim, če smo že tako daleč. Zdaj bojo vsi, ki bojo hoteli priti na naše predstave, na naše šove, bojo mogli biti ali cepljeni, ali testirani, ali preboleli. Mi bomo, kljub temu, da smo bili zaprti toliko časa, bomo še pri tem nafukali, ker takoj ne bojo še vsi. Šele s časoma bojo pol začeli vsi ljudje študirati, tem pa šel, ne? Še to bo zraven. Kako bo res gledali to poletje, ko bomo kar klisali, tako bomo naredili grupe, kjer komiki so cepljeni, pa kjer ne, pa koga lahko pokličeš. Pa koga, danes je dež, gremo na pijačo, da pokličeš, ker lepa, ni še bil cepljen, te pa ga kliči, ne? Itek ne plača nikoli runde, tako da itek se. Super joke na prvem nastopu bo zaploskati vsi, ki niste bili cepljeni. Vrste ga ven. Malo te. Policija. Ne, pa itek, mislim, to cepljenje zmeri bilo, veš kaj, včasih ni noben nič vprašal, ni bilo, evo, mediji, en medij, ni se govorilo o tem, moraš biti cepljen. Ker pač država deluje na statistiki. Če je 80% uspešno, to je za državo uspešno. To je super. Valjda je vedno neka napaka, vedno bo eden najebo, eden bo imel stranške učinke, enega ne bo delovalo, vedno je bilo tako. Samo država gleda na količino, tu pač mora tako gledati in isto je zdaj. Precepljenost se pač naredi, toliko bomo imeli zavarovano svoje ljudstvo, ker pač vsak človek je za državo nekako neka investicija, ker ti moraš državi vrniti ali z otroci ali z, ne vem, z volilnim lističem. Ja, pa z delom, ki ga imaš z davkom nekega. Sam, da se zdaj pogovarjamo. Meni se ne zdi slabo, da se pogovarjamo, ampak zdi se mi slabo, da se ne predstavi teh stvari in statistike,
na pravilen način v smislu, kaj tu pomeni za enega človeka. Jaz sem videl, ne vem, otroke, ko imaš te bolezni, ko imaš raznih spuščaje, ko je bil otrok cepljen in je bil zdrav, in zdrav otrok, ki ni bil cepljen in je zbolel, in nimaš kurative za to. In ti je groza zato, ko pač en starš ni pač je okej, je rekel, jaz sprejel to odgovornost za otroka, ne vem, pazil pred ne vem kjerim virusom in ga tam mali na fuku in je mali, veš, kakšne posledice so pol, in je grozno, si ti zdi, očitno se bom cepil. Ne. Po drugi strani pa razumem, zato tudi jaz nimam pojma, jaz sem glup, jaz sem ta povprečni državljan, nimam pojma in se isto bojim. In verjamem te teorije zarote, jaz sem tak človek, samo tudi vem, da sem jaz pač blesal in da verjetno ni res. In da pač razumem, da so odzadji neki lobby, da je nek denar in to, kar smo prej govorili, samo po drugi strani še zmeri dela zate, razumeš? Najmanj vreden državljan je mrtev državljan, z njim zaslužiš enkrat, to so pogrebne storitve. Ne, Zato države nikoli ne začnejo vojn. Ja. Stari, če bojo zaslužili s tabo mrtvim, boš umrl. Ja. Malo preci optimističen se mi zdi. Ne, samo tam pa dobiš ozemlje in nove prebivalce. Da si v bistvu ta manjko si ga dubus. Sicer so malo jezni. Škoda, lahko rečemo. Ja. Mislim, da če bi več ljudi se zavedalo, da si glup, ne, bi bilo ful lažje. To je ful vredno, ne? Ker to je zavedanje, da ne veš vsega, je ful pomembno. Ful boli. Ampak ko se sprijaznaš, je prav lažje. Super. To je Donning Kruger efekt. Zaštekati, da nekaj ne štekaš, moraš biti na nekem nivoju. Ne? Ja, pač mislim, manj ti je jasno, da si glup. Imaš te razne Jaz se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da če se zavedaš, da si glup, se pač samo zavedaš, da si glup. Isto si glup. Že, ampak folki glup se ne zaveda. So se zavedali, da so glupi, ker če gledamo relativno... Ne, oni so se zavedali, da ne vejo. Ja, tu je pol napredek. Ko se zavedaš, da ne veš, veš koliko ne veš, koliko napreduješ. Ja. Ker če misliš, da vse veš, je tako... To je stvar zavedanja, to ni stvar, ali si ti glup ali nisi glup. Ja. Že, ampak če si glup, ne boš tekal, da ne veš. Ker ne boš vedel, kaj vse zavedeti. Jaz sem ta model. Da ne mi govoriti. Če govoriš, da ne veš stvari, potem že neki kao štekaš malo. Ne, to samo pomeni, da si uvidevan. Da veš. Da si ponižen, spoštljiv. Ja. Od stanka pol naprej narediš, ne. Veš, lahko si še vedno glup, ne. Če je nekdo, ki misli, jaz sem ful pameten, ne. Ni važno, koliko je glup, ampak je ful pameten, pa pol sam pije do konca življenja, ne? Pač bo tam nekje, ne? Nekdo, ki si reče, da je glup, pa pol sam pije do konca življenja, isto sta glupa, ne, ko sta bila. Ker lahko imaš tudi modela, ko reče, jaz sem genialci in ti brez genialci in dela stvari genialne. Pač ni rekel, da je glup, ker ve, da ni glup. Ampak ve, da ne ve, ful stvari. Že, kar skotu reči jaz, je prav ta znan Donning Kruger efekt, ki so ugotovili, psihologi, kaj so bili, da folk bolj ko je glup, manj šteka, da ne ve stvari. Manjši uvid ima v to, da ne razume in ne pozna stvari. Po drugi strani, bolj ko je folk pameten in razgledan, bolj razume svoj primanjkljaj v znanju. To je Nietzsche govoril o tem, to je morala malega človeka. Če bi jaz bil politik, bi vsem dal velike plače, če bi jaz bil direktor, do dobenega ne bi bil nesramen, če bi jaz špila za NK Maribor. Jaz bi vsako tekmo dal gol. Vse pa ni panika, letiš naprej, nastaviš nogo gol, ne. Pač, mislim, zdi se ti, ker si pač glup. Samozavesten, samozavesten se ti zdi, da jaz vse vem, mislim, če bi jaz imel to šanso. In tukaj smo pa spet nazaj pa v unih komentarjih, ko damo nazaj anonimna imena. Skaj prav gre nazaj. Call back! Ja, ampak kdo v komentarju napiše, jaz se sicer ne spoznam na to, zdi se mi pa narobe. Vedno so komentarji prokleti, to je tako. In stališča poznavalstva. Meni je to cool, to je izražanje neke frustracije. Meni je cool, da se komunicira, boljše kot tiho. Meni so hujši ljudje, ki so tiho in po 20 letih nekoga zaštihajo. To sam vedno, kdorkoli piše komentar, piše jaz svojim več od ostalih. Piše kot strokovnjak. Če ne veš več, potem ponovaj si tiho. Jaz ne pišem komentarjev, čeprav se mi tudi zdi neki butast. Sam, ker vem, da ne veš, kako ne priješ. Ja, mislim, koliko ne priješ nikamor, drugo se vedno tako, mogoče tudi jaz ne vem vsega, ne bom zdaj tukaj nekaj bil glasen. Ne morem jaz govoriti o cepljenju ali pa marsičem, ali pa o zdaj neki te izraelsko-palestinski vojni, ker ne vem dovolj stvari. Koliko smo rabili, da smo prišli do židov. Ja. To je žid. Zanimivo, v Izraelu so bili vsi prvi cepljeni, ne? Pa tudi najboljši proizvajalci vojaške opreme na svetu.
pride tako. No, pejmo naprej, ker sponzor naše oddaje. Banka? Evo, spet, v eni taki zadevi se mi zdi glupo postavljati na katerokoli stran, kar ni življenje. Pač, ker kdorkoli umre od ene in druge strani je škoda. Ja. In Ko gledaš skozi statistiko, ne? Iz kavča v Sloveniji se opredeljevati na podlagi nekih pač benefitov je pač svinsko. S tem, da mi kar smo Na kavčih in pametujemo, ja, res smo, Exactly. te fotelj filozofi smo. No, jaz sem za. In pijemo pire, točno Ja, to, ne. mi smo zdaj tipični slovenski faktori. Ne, edino Ja. žalostno mi je, da recimo en narod, ki je res nafuka v drugi svetovni vojni, ali pa neka veroizpoved. Ja, oni so rasa, veroizpoved in narod, ne? In vse, da iz tega, koliko so oni trpeli, da ne uvidijo. Ja. Ali pa je tudi ta strah, ker vejo, kaj so imeli, da se zdaj toliko varujejo. Ne? Tudi to je možno. Ne? Ja, Če ni verjetno prav je ne zaradi to, enih, ne zaradi Ti drugih. zdaj ten, mogoče močnejši Samo lahko. tepe, pa boš pa ti nekoga, ki je še manjši od tebe. Ja. Zato, Ta, da mislim, izbiješ da je- frustracijo. Ali pa to Pač samo škoda človeško in kdorkoli bi lahko bil. Nekaj od tega. Na Ja. RTV je bil ta dober dokumentarec King Benny, Netanjahu, ne, ko je premijer bil tako dolgo dolje. Ne. In zakaj je bil on izvoljen in kak je z Billom Clintonom on plesal ta ples, ki ste ga plesala. Ne. In kak je dobil Izrael to ameriško pomoč, ne, in v orožju in v nekem financiranju. Mislim, se so rabili, ne, okoli so vse države zelo... Sam in Trump in Biden so bili naklonjeni. Se pravi, da dve nasprotujoči si strani v domovini so imeli 100 držav. Vsi imajo radi denar, to je pa Ja. zanimivo. Ja, to pa, no. Tukaj mislim, predvsem ne prideš na položaj, če nisi. Je kar malo tako. Izraelske Ja. zadevne korporacije. Pa Jaz mislim, Ja, da pa- ta del pogovora bo bil izrezan. Ja, ta Ker je nekdo kar bo z- dosegel. A gremo ne govoriti o židih, to je res je vedno najslabša stvar, ki lahko niš kjerkoli. To bomo s fuloro prodali. Ja, kdo je prvi omenil Izrael? Ti, Jaz ne? po mojem. Ljubi bog, škle. Imamo. Pa tako židane volje smo. Imamo tretjo temo, ni panike. Prekomerna uporaba socialnih omrežij, oziroma kako ti zmanjšuješ svoj čas na telefonu. Jaz sem precej slab v zadnjem času. Vidim, da pač telefon, spet smo kot nek medij, to je tudi v bistvu nek medij, je ful bolj zanimiv, socialna mreža, ful več ti informacij, vse je bolj intenzivno, kot pa recimo knjiga. In opažam pri sebi, da me knjige veliko bolj dolgočasijo. Da prav, če Ne moreš knjiga ni živeti? dobra, po dveh straneh zaspim zraven. Ni toliko nezaposlime Jaz več. ful knjige šit drugače. To rečemo knjiga in mislimo, knjiga, to je visoka literatura, ne ful knjige šit. Ja, full itak. knjige. Ja. Je po eni strani reči, da knjiga je boljša kot Instagram. Ne, nujno. Ja. Ene knjige so Ker jih šit. je absolutno gledano ful več, kot je Ja, bilo nekoč. ogromno jih je. Mislim, da ima možnost vsak napisati knjigo ali pa imeti Ja. svoj YouTube kanal. Če greš Ja. v knjigarno tako in pogledaš par knjig, stari večina je tak šit, da je grozno videti. Tako Nekdo da- pač piše, tako mi zdaj govorimo. Ja, ja, ja. Tako da Je bi to so nekdo neki prepisal. Drugi geni, ki so prinesli neke te modrosti iz ne vem Ja. kje. Ne. To je bilo včasih. Ja. Folk, ki ni uspel prijeti sem danes, piše knjige. Ja, ne, dejansko jaz mislim, da je težava, da preveč folka piše, pa premalo ljudi bere. To je, Ja. in isto Preveč ljudi preveč ljudi govori, to bom zdaj tudi sam sem eden večjih krivcev, preveč govori, pa premalo posluša. Ta je bila pa. Ja, ker kot Mogoče. pravi modrost, če poslušaš, lahko slišiš nekaj novega, če pa govoriš, kar veš. To je dobro. Dosti krat, ko govoriš, spoznaš kaj novega tudi v resnici. Koliko bo tako da- padlo na ta račun, ne? se zabavim. Ja, Tinder, swipe red. Jaz sem objestni, karkoli delam objestno, to je ja. kar napaka, ne. Se objestno berem na e-bralniku, ker mi je fajn, ker je zelo lahek, zelo poceni, me ne boli, ko pade na tla in lahko vsak trenutek vzamem ven, ker knjigo fizično je en kos, fizičen kos, debel, neroden. Čakaj, si šel z objestnostjo in si šel na branje. Ja. To, ko smo danes vozili gor do sem in si bil vse čas na telefonu. To, ne, sem na bral. bralniku je bil. Bralnik je bil? Ja, knjigo sem bral. Res? Ja, Jaz mislim, swipe na Tinderju. Ok, Ne, to je ne, bral sem knjigo, bral sem Ja, knjigo. ja, ja. Moram reči, da ful lažje zaspim, če berem knjigo. Ker ti napolni glavo z nekimi zgodbami, ki jih premlevaš in te tudi pomiri, ker ta ekran je ta ink, noter to črnilo, veš, ker telefon ti sveti Ja. in te prebuja, ne? Ja. Ja. In si pol, razumeš, ko koš, ko ji daš
daš se ti uno... In ne moreš priti v res spanec dejansko. Jaz pa ne morem zaspati lažje, kot da kaj gledam na telefonu ali pa na tablici. Jaz isto, ampak spiš dovolj kvalitetno, ne? Spim kot dojenček. Okay. Mislim, da mi kar kuri možgane, če gledamo na svetlo, razumeš? Čeprav moram reči, da sem tudi ta 9gag uporabnik, sem v tem forumu družbe, kot se reče. Mi je zabavno in tam res mi že pada glava in pol ga odložim in zaspim. Je en del sproščanja, ampak se mi zdi bolj kvalitetno, če berem. Ne. Jaz se boljše naspim, če je tišina, pa če berem knjigo. Ne. Se pravi, tudi če si dam neki podcast in ga poslušam, dokler ne zaspim, kar mi je ful lahko zaspati, se ne naspim tako dobro, ko pa če berem knjigo 1 uro pred. Tudi če ne gledam v ekran, to hočem reči. Ne. Če gledaš v ekran, je meni tako ful slabo. Ne. Če pa pač poslušam nekaj, da nekdo nekaj govori in govori še v moje spanje, potem pol ure, uro, ne vem kam, ne naspim se tako dobro, kot če berem knjigo. Res 1 uro pred spanjem se usedem, vležem, pa berem. Ja, ker te res zbudi, ne. Jaz lahko pridem za ekran ful zmatran, tako zdaj pa ne bom več dolgo zdržal. In si prižgem neko serijo, ki me potegne in pol sem čez 1 uro čist buden, gledam še vedno tist. Medtem ko ob knjigi dvomim, da bi se mi to naredilo. Kar je verjetno boljš, ker ti telo prav tudi dinamika filmov, ko si prej pravil, filmi iz 90-ih, 80-ih ali pa tempo današnjih filmov, pač je tisto se pravi. Hitreje se kadri menjajo, več je bolj bliska, bolj tako, isto risanke so neprevedljive. A se vam zdi, da lahko ful hitrejše konzumiramo ful informacije, kot ne vem, pred leti ali pa ne vem. Ful je težko, ker smo bili pred leti, smo bili 20 let stari ali pa smo bili 10 let stari. Ne? In ta evolucija tega hitrega kadriranja, tega hitrejšega pretoka informacij šla v bistvu z nami skupaj. Ne? Tako da zdaj ne veš, koliko se tebi naravno ta mid vehicle razvijo, ko bi se, plus tega se še ono razvijalo, tako da ne veš, ne moreš vredo oceniti, ker si dejansko rastel. Če bi bil 50 let star, ko so bila 90, se ti glava ne razvija, oziroma se tvoje telo ne razvija na podoben način, oziroma je bolj kot ne isto. Ne. Vsi starejši, ampak bolj kot ne isto. Mi pa smo se razvijali med tem časom in je ne bil pa reči. By the way, ti si je omenil enkrat na Femičih Marjana Ermana pa njegova knjiga. Ne? Ja. To je bila ena knjiga po dolgem času, ko nisem mogel zaspati, ker sem jo bral tako dolgo. Top. Tako res doživljajska. V ognju. V peklo je. Ali v peklo. Ja, zgodbe iz pekla. Tank je na on je šel to jugovojno 90-ih, je šel prav dol. On je bil vojni reporter, prednji je imel ko se sosedi kregajo. Če si ga spoznal skozi nedeljsko kot, je bil dokaj debil. Ampak če si prebral to knjigo, si bil tako respekt. Nedeljsko oko je bilo ono, kako neki sosedi, klemeja kamen. Zakaj on nasadil tu rože, če pa je to moje. Mislim, da je bilo celo nedeljsko uho na radijsko, da isti princip. Meni je bilo tako fascinantno, da gleda drugače. Ko je tis od Jelinčiča, ko je slika, ko je prav s Kalašnikom stoji, tam je bil zraven Jerman. Tam je bil zraven Jerman in snemalec, ki sta snemala. Jelinčič je z bazuko streljal na en oklepnik, ki se je pokvaril. To gre za zgodbo, da rečeš, jaz sem ga. Prav politično gremo razstreliti 3-4 ljudi v oklepniku. Prav to je bilo. Ti so zgodbo s helikopterjem poznaste v Ljubljani. Ki je padel, To je prav film posnet zdaj. Pač en Slovenc je bil v JNA-ju in so mu naročili dejansko naši, ne gre čez Ljubljano, so ga se streljili sam zaradi... ker je bil helikopter. Zaradi propagande. Ja, rabili so propaganda. Spet je tukaj moč medijev, koliko stvari v 20. stoletju se je začela, druga svetovna se je začela recimo z propaganda. S prevaro, tisti pa neki ladja, ki potonila, pa tisti, ki so se oblekali v poljske vojake, pa so streljali. Kjer film je posnet v Ameriki, ko je bil prav tu v propagandi med vojno, veš, ko so prav nasnemavali kao neko punčko v Kosovu, kao tu studio v Ameriki, nek ful znam film je. Ne. In je prav te propagandi, ko lahko tako, in to je tako, jaz se bojim tega deepfake-a, ki zdaj prihaja. Kle se bo dalo delati karkoli. To bo še kar zanimivo. Ti boš lahko dal faco od Markota, ki bo tam nekoga zlorabljal, razumeš, in kako bo on zdaj dokazal. Mi smo že po nekaj smešnega. Ne, ker in kdo bo zdaj, folk se bo, ne glede kaj je res, se bo razcepil. In Zmago Buniko bo bolj lajal. Ja. Ste vedno tako, mislim. Deepfake je že bil tak par let nazaj, bil scary dober.
da bilo je tako, da če ne bi vedel, da gledaš deepfake, bi verjel, če bi ne bi pozorno gledal. Po drugi strani folk bo tudi malo kompenziral za to. Obstaja deepfake, tako da ne bomo več toliko zaupali videoposnetkom. Obstaja deepfake, tako da boli me kurac, kaj delam. Lahko se bom zgovarjal na deepfake. Tečeš nago okoli, deepfake. Koliko ne verjame, da sem to jaz naredil. Mislim, se dansko se s fake news isto dogaja. Ne, nisem tega rekel. Nekaj druga sem rekel. Jaz mislim, da za naše potomce bo najtežje biti selektor v smislu prepoznavati resnico od neresnice. Ker naši predniki so imeli težavo sploh dobiti zadevo, pol sploh dobiti kakovostno zadevo, prvo nas ne bo to več težava, mogo bo težava, kaj je res in kaj ni res. Že zdaj je tako v bistvu, toliko informacij od zunaj, toliko si pripravljen z njimi, da je res težko vedeti, kire so pravilne in kire ne. Mislim, če ti greš gledati vse, kar da ven folk, ne vem, o COVID-u, čemorkoli takem, znoriš. Nimaš dovolj časa v življenju, da boš vse to pogledal. Internet ima toliko vsebin, da 4 milijarde let, mislim, je neverjetne vsebine. Tako da razbrati pač tukaj zrno iz plevela bo... Jaz se bojim časov, ko se ne bo dalo več umrt, tako da dajmo umret, dokler se da. Živeti na polno, pol umret, dokler se da, ne. Ker se enkrat se ne bo dalo. Te bo daj nekaj napraviti, te bo zdrževali, ker boš nekaj korist nečemu in nekomu. In tu lahko zaključimo. Imejte veselo popoldne. Umrite, dokler lahko, vršite se z balkona. Prihodnost je negotova, vse gre v kurac. Bili ste z nami na podcastu. Lahko še zadnji callback naredim na S, zato je pa pomembno STA, recimo, ker tukaj je pa stvar, ki ni vodena. Lažka. Hvala judovski skupnosti, propaganda, plačan. Plačen je bil. Kapitalistični mediji, to je zmeri slabo. Jaz verjamem samo kitajskim nacionalnim medijem. Tam ni kapitala, tam je resnica. Samo kitajski TikTok. Ampak se strinjam s tvojim pointom, da... Plačenci. Kakor hitro si v nekem kapitalističnem mediju, je pol en kolega od nekoga, ki je v oni stranki, ali pa je on sponzor od tega, ki mu to ne koristi. Danes ali včeraj sem poslušal, kaj on iz Opie in Anthony Show je bil na Joe Roganu, ne? In je razlagal, absurdna situacija, on je nekaj rekel in je padla prodaja hamburgerjev. Ne? In je bil problem. Mislim, te influence ala Elon Musk in podobni, ko z eno se izjavo premikajo finančne trge. To je... Koliko so resnični finančni trgi? Res je. Ali pa Elon Musk kupi recimo 1000 bitcoinov, pa bitcoinov cena zaraste že zaradi tega. On ve, da ne more izgubiti. Sploh ne rabi kupiti, on reče, da bo kupil in naraste. To je rekel en friend, ko je študiral finančno matematiko, rekel, na koncu gotoviš, da je vse en blues, da pač če en reče neki, bo za njihov trg. Veš kaj je fora? Imaš zdaj te hitre računalnike, tu bo po mojem vedel bolj Marko Žerjala, ki kupujejo pač na borzi, sam kupuje algoritem, ko prije dol kupi, ko je gor proda in to sami se kupuje neke hangere zelo blizu borze, da je še ta majhna in dejansko nihanje elektrike tudi vpliva na to ni zdaj, to je že desetletja. Sem rekel, da bo vedel. Ampak danes smo mi to povedali. Tako da... Dajmo to delati. You heard it here. Tako da... Vedno sprogramirati. Ne bom smo računalnik od dela nič nihče obogatel, tudi mi tega ne bomo šli dokazovati. Sreči ne delamo trdo. Še najboljše je pa poročiti hčerko od enega bogatega modela. Ker ko si poročen, je črno na belem dubu boš pol. Vsaj. Ker če nisi poročen, posel jebe za tako. Če ima res dobre odvetnike, mimo grede papice hoče tudi poročiti črno na belem. Preko Tinder. Zdaj, ali mi bo to Tinder pomagal? To ti gre danes, stari, te callbacki drugače. Sicer je bilo pred podcastom, tako da folk nekaj govorimo, ampak je bilo ful smešno, verjamem. Če bi bili tle z nami, prej smo začeli snemati, to je bil kar dober callback, stari. Če bi bili tle z nami, prej smo začeli, res imate boring life. Ali pa ste tehnik. Nekaj tega, ampak to se ne izključuje po eni strani. Hvala kapitalizmu, ki za majhne honorarje pripelje ljudi v črno na Koroškem. Tako, Na kapitalizem! Še malo. Hvala Kompleksu, da nas je gostil. In Nizozemcem, ki proizvaja tako dobro pivo. Ki znajo kupiti dobro pivo.